Glede zgodovine in primerjave, kako je včasih in danes, so bistvene spremembe v tem poklicu se dogajajo predvsem na področju zdravja zaposlenih in pa na prijaznem delovnem okolju. Predvsem ekološki standardi, ki so vse bolj zahtevni, so tudi proizvajalce barv in ostalih materialov, ki se uporabljajo v tej branži, prisilili do tega, da so na mnogo višji ekološko sprejemljivi ravni in temu primerno se potem tudi zdravje zaposlenih je mnogo manj ogroženo, kot je bilo včasih. Bolj so razvita zaščitna sredstva, tudi oprema, s katero zaposleni delajo, je mnogo bolj prilagodljiva delovnim pogojem, tako da je samo delo mnogo bolj prijazno za zaposlene. Kaj se pa dogaja zdaj s tem avtom, oziroma, ker še ni avto? Ja, tale avto je zdaj tukaj pripravljen za obdelavo in sicer je potreben generalnega popravila, s katerim moram pač začeti, ne? In isto velja tukaj s tem menjalnikom in tukaj je pa reduktor, ko džip ni džip brez reduktorja. Aha, se pravi to, kar mi vidimo zdaj, pa kad nima nič reduktorja, te novi džipi, to niso pravi džipi. So pa džipi, ima za to dobo. Aha, ja, seveda. Kaj pa je z motorjem, mislim, na to, kaj menjate vi dele, ali... Ja, motor, če pa pokaže eno določeno moč, da je še dober, ja pač pustim takšen, kar je, s tem, da ga prebarvam in to, če ne pa generalno popravilo. Aha, kje ste se pa vi vseh teh stvari naučili? Ja, to je bilo pa davnega 64 leta v Ljubljani, Center strokovnih šol, Titova 78. Aha, koliko vas je pa bilo recimo takrat opisanih? Ja, bili smo prav z cele Slovenije. Še danes se z določenimi čujemo po telefonu. Avtoličar in avtoklepar sta združena po novem v program avtokaroserista samo iz razloga, ker je bil vpis na posamezne programe tako majhen, da so potem združili to. Ja, a ti pa kamorkoli prideš, se moraš v špegel gledati, ali kaj? Ja, točno to. A tale je pa že končan? Ja, tale je že končan in hodim z njim na ta srečanja veteranska. Aha, kako ste ga pa začeli delati? Ste ga isto kakor unga kupili od enega, ki je že hotel iti na odpad, ali kako? Ja, to je bil tudi na tak način, ja, s tem, da se ga mičkeno polepšil. Pa tisti motor tudi, ali kako? Tale motor je bil pa za rezervne dele, ampak se mi je zdel zanimiv. Naša policija je imela do 90 leta in sem ga pol restauriral še njega. Aha, se pravi, ste v bistvu ga najprej hoteli imeti samo tako za porabiti za druge motore, pa ste polkrat celega zrihtali. Ravno tako. Ja, super. Ja, gospod, hvala lepa vam za vse, a ne? Mislim, tole tista vožnja pa tele motorji res super zgleda, a ne? Pa tudi eni se fajn vidijo v gledalih noter, a ne? Super. Glede perspektive, tako danes kot v prihodnje imajo zaposleni v tej branži, to se pravi avtokaroseristi, veliko perspektive. Vozil je vsak dan več na cesti, s tem posledično tudi raste število trkov. Na drugi strani imamo pa problem, ker je tega kadra manj. Tako da lahko rečemo, da oseba, ki konča program avtokaroserista, praktično naslednji dan lahko dobi zaposlitev kjerkoli v Sloveniji. Hudo. To pa je... Nekaj čist novega, ne? Ja. A ga sploh poznaš? Ja, tako mislim, oblike je iste, ne, sem zgledal pa čist drugače kot prej. Čestitam ti za staro novo vozilo. Ja, hvala, ne. V bistvu jaz čestitam vam, da ste ga uspeli takole dobro zrihtati, ne. Vidiš, jaz bi kdaj rad tudi znal kaj tazga, takole, da bi takole dober avto lahko rihtal. Pa si le priznal, da nimaš pojma o avtih.
Na podlagi statističnih podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo v obdobju od januarja do avgusta 2008 objavljenih 322 prostih delovnih mest za poklic avtokaroserist. V enakem obdobju je bilo prijavljenih 100 brezposelnih s tem poklicom. Jekleni konjički so del našega življenja, oblikujmo jih skupaj.